zdravstvo. Že 15 let se slovenske vlade trudijo, napovedujejo, mučijo za zdravstveno reformo. Čim dlje se z njo odlaga, tem radikalnejša bo morala biti. In zato smo tudi mi, Slovenska demokratska stranka, pripravili program reorganizacije in prenove slovenskega zdravstva. V 3 točkah bi poudaril predvsem naslednja izhodišča. Najprej zagotoviti je potrebno pravičnost in preglednost javne zdravstvene službe. Pravičnost do uporabnikov, do bolnikov. Nič bolnike ne moti bolj kot je preskakovanje čakalne vrste, nepreglednost glede pravic, ki jih imajo in na podlagi katerih oni tudi lahko zahtevajo kvaliteto in obseg storitev. Obenem je potrebno tudi zagotoviti to pravičnost v odnosu do plačevanja zdravstvenih storitev. Namreč še vedno se v glavnem plačuje javna zdravstvena služba po kapacitetah, ki jih ima, in ne po opravljenem delu. Naše načelo je, da je potrebno plačevati tako javne zavode, kot tudi posameznike, ki so v zavodu zaposleni, po obsegu in kvaliteti opravljenega dela. Torej, v odnosu do pacientov je treba vzpostaviti oziroma ohraniti in poglobiti socialno kategorijo, socialna načela. V odnosu do izvajalcev je pa treba uvesti tržne oziroma ekonomske zakonitosti, pravičnosti. Drugo, kar je, se iz tega izhaja zahteva po prenovi in reorganizaciji vodstva javnih zdravstvenih zavodov, pri čemer jim je treba zagotoviti večja pooblastila in s tem tudi naložiti večjo osebno odgovornost do delovanja javnih zavodov. Tu seveda so tudi javna naročila, korupcije, ki se skrivajo za vsem tem in podobno. In tretje vprašanje je zdravstvenega zavarovanja. Mi ne ukinjamo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kajti ukinitev tega bi bila podobna, kot če bi ukinili dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. In kot v bodočnosti nobena solidna pokojnina ne bo mogla biti zagotovljena samo iz obveznega pokojninskega zavarovanja, tako tudi solidno kvalitetna zdravstvena oskrba ne bo mogla biti samo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta zasebna sredstva pa morajo biti zelo jasno definirana in zato bomo postopoma prenesli tiste storitve, ki se delno plačujejo iz obveznega in delno iz prostovoljnega, torej iz zasebnih sredstev, bomo prenesli delno v celoti v obvezno zdravstveno zavarovanje in del teh storitev tudi v celoti v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prav zaradi nejasne situacije, ki je na tem področju, se dogajajo anomalije in te bomo presekali.